Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. Danes je z nami Boštjan Kosec in z veseljem ga pozdravljam v naši družbi, kajti bil je nominiran za inovativnega mladega kmeta, kot verjetno že veste. Sicer letos ni zmagal, ampak nič ne de, zdi se, da je lepo biti zraven. Kaj ne da? Boštjan, zdravo. Lepo pozdravljeni. Čestitke še enkrat za nominacijo. Mislim, da je vseeno to dosežek, da te nekdo opazi, da nekdo upošteva tvoj trud, tvoja prizadevanja. Si ponosen na to, da si bil vsaj nominiran? Ja, sigurno je to eno priznanje za mene, za našo kmetijo, ampak tako sem rekel tudi za kmetijo ali pa še malo širše. Gre tudi, bom rekel, vseeno priznanje vsem našim družinskim članom, ki se na kmetiji trudijo, mi pomagajo, ker vsi vemo, da na kmetiji sam, brez neke podpore, težko kaj narediš. Pa tudi na koncu koncev, bom rekel, vsem ostalim, ne družinskim članom, tudi dejansko tistim, ko nam tako ali drugače pomagajo, prijateljem, sorodnikom in pa tudi vsem tistim, ki na koncu koncev delajo tudi strojne sluge ali kakšne druge usluge. Tako da verjetno so se že vsi navadili, da imam vedno neke čudne zahteve ali pa ideje, kaj narediti. Ampak recimo, da sem taki po duši, pa da raz eksperimentiran, nekaj stvari probaš, ene grejo, ene pa ne grejo, ampak dokler neke stvari ne probaš v praksi, ne moreš vedeti. V vsakem primeru ti vsega, česar se lotiš, uspe, ne? Vse tako se zdi. Ja, zdaj, to je zelo odvisno, na kakšni ravni gledaš. Vsega, kar se lotim, ne, ker ogromno stvari tudi ne uspeš. Mislim, ali poprobaš nekaj, pa pol vidiš, da ni, da ali si narobe zamislil, ali si narobe izvedel, in dejansko s tem se učiš. Vsaka taka napaka, vsaki taki neuspeh je priložnost za neko učenje ali pa za neko novo, boljšo zgodbo. Tako da, bom rekel, se ne bi s tem strinjal. Ampak, ja, po drugi strani, če pogledaš kot neko celovito življenje ali pa leto ali pa neko aktivnost kot kmetijstvo, tu pa je pol dejansko naloga, da, bom rekel, tiste stvari, ko delaš dobro, pa ti uspevajo več kot tistih, ki ti ne uspevajo. In če, bom rekel, teh stvari, recimo konkretno v kmetijstvu več, neki dobri praks več, pol, ja, bom rekel, zgleda, da si uspešen. No, več ali manj te tako in tako v našem domačem okolju vsi zelo dobro poznamo. Vemo, da si kot živo srebro, da si vse posod pravzaprav zraven. Sploh imaš kaj časa tako zase? Ker zdi se mi, da si vedno aktiven, da vedno nekaj počneš. Ja, moj moto je, da dejansko, če hočeš nekaj dobro delati, moraš to imeti rad. In jaz imam to srečo, da, bom rekel, zadnje čase delam tam 70-80-90% stvari, res tisto, ko jaz zbiram, kaj bom delal in ko jih rade delam. In na nek način, bom rekel, je to bolj tudi čas za mene, oziroma ni pol težko, nisi, bom rekel, tisto tipično utrujen. Ko dejansko ljudje poslušaš, ja, zdaj sem pa bil cel dan v službi, ko me čakam, da grem domov, ali pa zdaj pa celo leto, ko me čakam, da grem na dopust. Dejansko pri meni tega ni, jaz ko me čakam, da bomo začeli neki novi projekt. Ampak po drugi strani pa ja, ko pa so dejansko res neke obremenitve, ko recimo na projektih ali pa, bom rekel, na tam, ko so neki roki in ko dejansko se res zadnji teden, 14 dni res, bom rekel, na polno dejansko špana, ko se spi po 3-4 ure na dan, potem te pa to tudi fizično izčrpa, in potem rabiš tistih nekaj dni, da se odklopiš, in to pa ponavadi jaz najdem pol dejansko pri konjih pa pri otrocih, si povzameš tisti čas za sebe in ja, bom rekel, tudi to je, hvala Bogu, da dejansko vsak rabi nekaj tajega, in bom rekel, tu so moji otroci kar dost so me naučili, kaj se bom rekel, tega tiče, da res, bom rekel, še bolj odklopim, pa pol se uživam v tistem času z njima. No, da se vrneva k nominaciji. Kako je pravzaprav sploh prišlo do tega, da si bil nominiran? Kdo te je predlagal in tako dalje? Ja, prva ideja je bila, oziroma tako rekel, ja, prva ideja je bila leto, dve nazaj. Dejansko smo se na to temo pogovarjali z gospod Hinko Hržič z Kmetijsko svetovalne službe.
Ampak te sem rekel, ne, še prehitro, ne vidim smisla, ne, pač, nisem še čutil, da je ta pravi cajt, no. Zdaj z zadnjo leto pa pol, se pa dejansko dosti družim pa tudi poslovno sodelujem z mladim inovativnim kmetom, ki je bil pred 4 leti, z dr. Janežem Benedičičem. On dejansko ima tudi ekološko kmetijo na Gorenjskem, v Železnikih, in on se ukvarja z prirejo senenega mleka. Ima tudi svoje mlekomate. Mi imamo zdaj seneno meso in dejansko na ta način, bomo rekel, dosti sodelujemo. Zdaj postavljamo tudi eno združenje za prirejo senenega mesa in mleka in, bomo rekel, skozi to družbo, skozi te debate je pol dejansko prišla ideja, kako še seneno meso pa mleko bolj promovirati, ne. In potem je bila na ideja tudi, fajn bi bilo, da bi bil še en ta mladi inovativni kmet, ki ima seneno meso ali pa mleko, in potem smo se nekako odločili, pa smo napisali kandidaturo, no. Je pa zdaj paradoks, bom rekel, z te strani, da pa je tudi en kmet, dejansko aktualni, tisti, ki je dejansko zmagal zdaj na izboru, Toni Kukenberger, tudi, bom rekel, praktično moj prijatelj, ki ga poznam. Njega pa je predlagala Kmetijsko-gozdarska zbornica z Novega mesta in dejansko sploh nismo vedeli. Tako da na koncu ta namen je dosežen, no. Mladi inovativni kmet leta 2006 ima seneno proizvodnjo, na svoji kmetiji nima silaže in je dejansko, bom rekel, da je tudi ta moja kandidatura dosegla svoj namen, no. Aha, čakaj, no, kakšna pa je sedaj razlika med vama, med zmagovalcem in tabo? Ja, dobro, to zdaj, če hudomušno odgovorim, treba vprašati komisijo, ne. Ja. Zdaj, jaz imam verjetno svoje mnenje, kako vidim sebe, Toni ima verjetno svoje mnenje, kako on vidi sebe, ne. Zdaj bom rekel, komisija pa je rekla svoje, ne. Tako da, bom rekel, zdaj o tem ne bi polemizirali, ne. Moram pa reči, da dejansko kmetija Kukenberger kot taka, jaz jih poznam od leta 2014, sodelujem z njimi, tudi ko dejansko pri opremi hleva smo, pa pri gradnji so nekaj sodeloval in so res, bom rekel, zelo dobra kmetija, no. In tudi razvojno naravnana, imajo jasne vizije, vejo, kam grejo. Boljša kot tvoja? Ne, to nisem, sem rekel, so zelo dobra, ne. Pa ja, na koncu, če sem zelo iskren, na določenih področjih tudi boljša, ne, pač mislim boljša. Pač vsi ljudje imamo neke močne strani in neke, bom rekel, malo manj močne, ne. In pač odvisno, na kaj se fokusiraš, ne. In tu, bom rekel, tudi ni na koncu koncev, ja, ne, v takem tekmovanju moraš primerjati, ne, ampak načeloma ni fair, ne, tudi kot recimo otrok ne primerjaš, ne. Imaš dva sina, zdaj kateri je boljši, ne. Ja, ne moreš. Mislim, ni fair glih tako direktno primerjati, je treba dejansko povedati, ja, kjer so tiste razlike, ne. In dobro, mogoče to, bom rekel, sem jaz zdaj tu, bom rekel, pri tej odločitvi pogrešal, ne. Da zdaj dejansko ni bilo jasno znano, ne, zdaj, kje je ali pa kje ni, ampak na koncu ni pomembno, kmetija Kukenberger je dobra kmetija, tudi dejansko Toni ve, kam gre, in sem siguren, da bo nekaj dobrega No, dobro, okej, ampak zakaj nisi ti zmagal? To pa ne vem, to treba vprašati komisijo. No, takšen odgovor, ne. Ja, no, gre torej za pridelavo senenega mesa. Zakaj je to tako zelo pomembno, recimo, zakaj je to kot inovacija? Ne, zdaj nismo kandidirali z idejo same prireje senenega mesa, ampak je dejansko bila tista izvorna ideja, je bila kolektivna prodaja ekološke govedine. Ne, in poudarek je bil tu na dejansko kolektivni ali pa sodelovanju, ne. Zdaj, mogoče je to glih to, kaj komisija ni videla ali pa ni želela videti, ne. Ampak glas je šli to in ker, rekel, jaz dejansko nekako se trudim, pač z dneva dan, koliko le možno, dejansko nekako povezovati, ne. In dejansko iskati vire tistega, kaj nimam ali pa kaj jaz vem, da dejansko so drugi moče boljši od mene, dejansko se dogovoriti, da ti pomagajo, ne. In dejansko tu mi z ekološko kmetijo z Matejem, z ekološko kmetijo Zadravec že prodajamo govedino od leta 2009, ne. Zelo dobro sodelujemo in jaz ne poznam drugega primera take prakse v Sloveniji, da bi dve kmetiji, ki imata isti izdelek, sta v osnovi, bom rekel, tipična konkurenta, ne. Mislim, bi mogla biti tipična konkurenta, ki bi dejansko mogla enega drugega na trgu šikanirati ali kako drugače, ne, ampak dejansko sem mi odločila z drugo pot, dejansko sodelujemo in nastopamo skupaj, ne. Smo dejansko tako boljša, prepoznavnejša in dejansko imamo tudi bistveno večje možnosti za razvoj, ne.
Podobno tudi na drugih področjih, ne. Še ena specifika naše kmetije je tudi to, da mi ogromno stvari, bom rekel, outsourcamo, ne. To pomeni, da dejansko drugi delajo za nas, ne. Nimamo ne svoje klavnice, ne svoje predelave, ne. Tudi prodajamo moko, nimamo ne svojega mlina, ne. Nismo mala kmetija, pa imamo zelo slabe traktorje, ne. To pomeni, da nas dejansko ogromno strojnih uslug nam drugi delajo, ne. In tudi zaradi tega še je bil en dodaten razlog, zakaj smo se odločili za kandidaturo, ne, ker tudi zdaj recimo država ali pa program razvoja podeželja zelo v tem obdobju spodbuja sodelovanje, kolektivne naložbe in vse te zadeve, ne. In pol tudi z tega vidika smo presodili, da je zdaj pravi cajt kandidirati, da je treba dejansko dobro prakso teh sodelovanja tako na strani proizvodnje, kot tudi dejansko na strani trženja, ne. Dejansko treba te dobre prakse malo bolj pokazati, ne, in sigurno, ja, bom rekel, to je sigurno na naših močnejših strani, ne, in tu smo sigurno boljši od, bom rekel, kmetije Kuchenberger, ne, ki, bom rekel, je super kmetija, imajo odlične izdelke, odlično proizvodnjo, ne, ampak prodajajo sami po nekih konvencionalnih, usklajenih poteh, ne. In pač to je naš argument, to smo šteli pokazati, ampak na koncu koncev, glavno je to, bom rekel, da mi dobro delamo, da so naše stranke z našo govedino zadovoljne in da tudi mi imamo svojo vizijo, ne. Na koncu koncev niti se ne smeš preveč obremenjevati ali pa razmišljati o tem, kaj drugi rečejo oziroma kaj si mislijo o tebi, ne. Pač komisija je povedala svoje, ampak mi imamo tudi svojo verzijo, svojo sliko in gremo naprej. No, bistvo vsega je, oziroma tvojega dela, tvojega truda je najbrž, da se torej govedina proda in da je od tega se da živeti najbrž, ne? Ja, bom rekel, dobro, sigurno, ne, govedina, ekološka govedina dejansko predstavlja ali pa zagotavlja eksistenco naši kmetiji, ne. Tudi neke vlaganja bolj v razvoj ali pa v širitve, ne. Mi ogromno površin dejansko čistimo zdaj iz zaraščanja, ne. Mi letno, bom rekel, s hektar do 2 površino čistimo in, bom rekel, spet usposobimo za kmetovanje pašnike, njive ali pa kakoj drugega, ne. In na koncu koncev to tudi zahteva neke dodatne vložke, ne. Zdaj, če mi ne bi na tak način prodajali govedine, če ne bi imeli take kvalitete, ne, če bi recimo prodajali na zadrugo, skoraj sigurno ne bi niti bilo, bom rekel, viška finančnih sredstev, ali bi se kmetija, bom rekel, bistveno težje prebijala iz meseca v mesec, ne. Zdaj dejansko je neka vizija, je pa res, da je tudi tu potrebno veliko truda, energije v samo promocijo, v delo s strankami, v zadovoljne stranke, ne, tudi na koncu koncev v reklamacije, ne. Tudi bom rekel, ampak s tem, da moram reči, da dejansko na kvaliteto nismo imeli reklamacij, ampak prije včasih, ne, ali včasih na čas dostave, ali včasih na vsebnost paketa, ne, ali včasih, da je zrezek premali, preveliki, preširoki, ne, pač, ampak bom rekel, tu se mi res trudimo, bom rekel, imeti ta osebni stik s stranko in dejansko, če je kaj narobe, da se stranko pogovorimo, kaj je narobe in dejansko se stranki upravičimo in moram reči, da kar se tega tiče, imamo zelo zadovoljne stranki, da se 80–90% stranki dejansko našo govedino probajo se rade vračajo, ne. No, kolikor se spomnim, pred leti, ko smo že delali prispevek, ne, pravzaprav smo takrat bili pri Zadravcu na njegovi kmetiji, ampak je bilo veliko govora o poteku tega vajinega dela in se predvsem prodaje. Se vse proda? Recimo, se zgodi, da se zgodi, da sedaj pa nimam kupca? Glej, do zdaj še nikoli nismo nič stran vrgli, ne. Tako da, ja, so včasih, bom rekel, boljši meseci, slabši meseci, ne. Recimo, taki tipičen, bom rekel, neugoden mesec je julij, avgust pa julij, ne, ko dejansko ljudje na dopuste, ne. Da včasih zgodi, da dejansko, bom rekel, imaš neko bazo strank in tudi, bom rekel, ogromno se sliši žimje, ne, večer pa napišeš, potem imeli govedino, ja, bi imeli, pa smo na morju, ne. In potem, bom rekel, ta ustroj, recimo, ne deluje tako, recimo, ostale mesece, ne, ampak dejstvo je, da še, bom rekel, nikoli nismo vrgli stran, ne. Je pa pri prodaji, je pa dejansko eno pravilo, ne, dejansko prodaja je vedno odraz prodajalca, ne, oziroma tistega, ki prodaja, ne. In če bi mi imeli zdaj še 10 živali na leto več, bi tudi 10 živali na leto več prodali, ne. In pač tu smo ljudje, pademo hitro v cono ugodja, ne. In ko ne rabiš več prodajati, nehaš, ne. In zdaj, če bi imeli več, bi prodali še več, ne. Zdaj, če bi bilo manj, bi pa prodali manj, ne.
Ampak zato vedno, ker pa tudi to našo, ne, dejansko to je naša govedina, naš denar, ne, dejansko se tako dolgo trudiš, da prodaš, ne. In praktično bom rekel, ja, zgodi se včasih, kakšna stranka odpove ali pa nekaj tajega, kakšen paket 2 ostane, daš doma v skrinjo, pa je to, ne. Zdaj, da bi rekli tako, da pa bi ostalo, ne vem, polovico živali, ne, to pa nikoli, no. In bom rekel, tu je neka nagrada za dobro delo, ne. Jaz sem tudi zdaj prepričan, da za naslednji zakol, ko ga zdaj planiramo za 15. december pred novim letom, bom rekel, 95% ali 99% bomo rekel tudi vse prodali, no. Ker to pa je mogoče tisti ta boljši mesec, ne, ko dejansko vseeno ljudje, bom rekel, še malo z večjim veseljem si nabavijo kaj dobrega, odličnega, vrhunskega in dejansko to pojejo, ne. In to moram reči, da zdaj smo tudi začeli z zorenjem govedine, ne, z vakonskim zorenjem govedine in so tu tudi odlični feedbacki, ne. Imamo kar nekaj strank po Sloveniji, imamo eno stranko Sevnice, ki dejansko vedno, ali pa vsake 14 dni ali pa 3 tedne kliče, ja, glej, imaš kaj izvakuumiranega, pripelje, ne. Ker dejansko je res to No, da malo nam razloži, kaj to pomeni. Ki je ne poznamo, ne. Ja, zdaj zorijo se standardno dejansko najboljši kosi govedine, to imamo pol pljučno ali pa steak. No, kaj to pomeni, da zorijo? Zorijo? Stara, ne, goveje meso mora odležati, ne, in s tem dobi na tej svoji mehkobi, ne. To pomeni praktično, da ko se zakolje 3-4 dni odvisi v hladilnici, pol se naredi razsek in potem se kosi zvakuumirajo, dajo na hladno, na 1-2 stopinje, se 14 dni počaka, se po 14 dnevih vakuumske vrečke odprejo, preveri dejansko kvaliteta, ne, von pa tudi izgled, ne, se dejansko čistijo, omijajo, ne, ker tista voda, ki jo spusti, tista voda je problematična, nikoli meso, ne, in se nazaj zavakuumira, ne. Mi se tudi uporabljajo ene blazinice, ki dejansko vpijajo vlago, tako da še dalj časa, podobno, ker recimo pri mletem meso, ko v trgovino kupiš, ne, spodaj, da še dejansko dalj časa ta kvaliteta pa svežina ostane in tako meso po 3 tednih nekje od zakola je primerno praktično za uporabo, ne, dobi tisto svojo pravo kvaliteto, ne, ni pa problematično, lahko stoji tudi do 5-6 tednov, ne, praktično mesec pa pol imaš tudi dejansko pol te 3 tedne, da se uporablja. In glih včeraj smo še tudi dejansko imeli neko praznovanje, smo jo tudi na žaru pekli, ne, in zanimivo je, rečemo, govedina je trda, ne, ampak taka govedina, recimo, imeli smo zdaj včeraj, mesec ni staro, od 27. oktobra je bil zakol, smo jo včeraj pekli, ne, in ko dejansko ti na žaru, ko je pečena, lahko z tisto lopatko na sredini prerežeš 2 centimetrski steak, ne, ali pa 3, pol veš, da je to sigurno ni žilavo, ne. In zato nekaj tudi naša govedina razlikuje, ne prvi zaradi tega, ker je mlajša. Mi vse kolemo tam okoli leto dni do 15 mesecev, kar pomeni, da je skoraj medtem ko klasično mlado govedo, recimo, ne, ko dobiš mesnici, je pa 24 mesecev, ne, je že to, je skoraj polovico mlajša, ne, in poleg tega, da je dejansko vedno, poleti vedno na paši, ne, samo trava, pač minerali, pa vitamini, pa voda in pozimi seno, ne. Seno pa nekaj malega suhega zrja, ni silaže in tega in to se sigurno pozna, ne. Tudi stari ljudje ali pa kmetje, ne, vedno, tudi zdaj, zadnjih 15-20 let, ko se dejansko uporablja silaža, ne, vsaki, ko je imel kravo, pa je na koncu doma za sebe dal klavnico, ne, vsak je vedno rekel, ne, zadnjih 14 dni, 3 tedne pa bo samo seno jedla, ne. Zaradi tega, da se organizem, bom rekel, malo prečisto, ne, ampak pač naše živali imajo to srečo, da celo leto nimajo silaže in da imajo samo seno ali pa travo. No, koliko mesa prodate letno, če to ni kakšna poslovna? Mi prodamo v povprečju zdaj slabi 2 živali na mesec, ne, to je pol tam 22 let, bo 22 živali, ne, nekaj je bilo teletine še, mislim, da bo 24 živali, to je praktično 2 na mesec, ne, poprečna teža pa je tam okoli dobrih 200 kg, ne. Teda praktično pomeni to 4500 do 5000 kg mlade ekološke govedine. In ja, ne, to je spet zdaj odvisno, ne, lahko je malo, lahko je dosti, ne, mogoče se ne sliši tako veliko, ne, ampak pravi, ne, je pa to vsaki mesec, bom rekel, dobrih 400 kg, ne, tako da zato bom rekel, že moraš imeti neko bazo strank, ne, pa tudi, bom rekel, zadovoljno bazo strank. No, povej nam še, kako
potem, dobro, sedaj bil si nominiran, kako vse skupaj to potem poteka do konca, do te razglasitve, komisija najbrž pride, ne? Ja, prijave so bile, rok za prijave je bil do konca junija. Do konca meseca junija smo morali oddati prijavo, potem je komisija to pregledala, je v začetku septembra prišla pogledati kmetijo, pol finalisti, pol ste prišli še z oddaje Ljudje in zemlja tudi snemati kmetijo, dejansko za vseh 6 finalistov. In potem je bilo po oddaji Ljudje in zemlja to predstavljeno, je bilo spletno glasovanje. Bilo spletno glasovanje in potem pač komisija je naredila svoje delo in predsednik Pahor je podelil nagrade. Tako da, zelo, zakaj sem na nek način rekel, je tudi fajn, da se take stvari dogajajo in da v njih sodelujemo, je to, da se pojavljajo neke pozitivne zgodbe v medijih. Dejansko mediji načeloma, ne lokalni, ampak predvsem ta veliki, dosti iščejo neke samo senzacije pa neke tragične novice. Tu pa vseeno neke pozitivne življenjske zgodbe, ki so danes tudi drugim navdih. In to, da tudi mladim pol, našim otrokom ali pa vsem ostalim, čist drugo, vizijo ali pa pogled na kmetovanje kot tako. Tudi dosti se dela lahko z računalniškimi tehnologijami, z nekimi takimi stvarmi. In na koncu koncev tudi to, da kmetje, da smo mladi kmetje, nismo več neke vrste budalci. Kaj še vedno obstajajo stereotipi. Jaz še vedno srečujem, zdaj ko se menim tudi s kakimi ljudmi, recimo z določenih tudi kmetijskih krogov, ki so neki službenci na nekih pozicijah. Ja, pa vi kmetje. Ampak je prav, da tudi mi mladi opozorimo, da smo, zdaj že eni bolj šolani od njih, da imamo na koncu koncev tudi boljšo izobrazbo, tudi zdaj nismo več stari 20 let, imamo že tudi nekaj izkušnje, imamo že tudi kaj za pokazati in v marsikaterem primeru več kot tisti, ki se z njimi pogovarjamo. Ampak še vedno je tisti stereotip, jak vi kmetje. Ampak ja ne, nismo več tak kmetje mali. Ampak je pa tudi dejstvo, da se mi moramo sami organizirati, sami znati kmetje skupaj stopiti in si danes tudi to vlogo ali pa spoštovanje pridobiti. Ker če ti ga nihče da, tudi nima vrednosti. In zaradi tega je fajn, tudi da mladi vidijo, tudi ostali, ki jih mogoče to zanima. Tudi mogoče zdaj, na kakšni večji kmetiji, mogoče kjer je otrok gledal, mogoče 3, 4, 5 let star, gleda to, da je rekel, ja, vidiš, tako pa bi jaz tudi včasih delal. Pa da mu to ostalo, pa da mogoče čez 15-20 let kako svojo idejo dal v prakso. In mislim, da je to tista največja dodana vrednost tega procesa ali pa tega izbora. No, Boštjan, ti si inženir gradbeništva, se mi zdi, kako pa si pristal na kmetiji? Kako si se odločil za kmetovanje? Jaz imam to srečo, da sem zdaj profesionalno dejansko združil nekako svoje 2 ali pa 3 velike ljubezni, kar se tiče dela. To je na koncu kmetijstvo, gradbeništvo in pa zdaj tudi v veliki meri konjeništvo. Tako da zdaj zraven tega, da imamo doma kmetijo, ki še mi je vedno, na kmetiji se sest na traktor pa iti nekaj posejati ali pa zdaj se sest na bagera pa iti kak jarek skopati, to je pravi balzam za dušo. Tako da, to je moče tudi tisti del, ko najdem jaz tisti svoj cajt. Ko lahko daš možgane na pašo, pa dejansko že avtomatika dela. Drugače pa se zdaj profesionalno ukvarjamo na firmi z ekipo z projektiranjem kmetijskih objektov, večinoma hlevov za živino. Zdaj je bilo kar zanimivo, ker so te razpise. Tudi zdaj je dejansko novi razpis zunaj, v petek je bil objavljen za vse kmetije, ki imajo več kot 50% svojih površin v HGO-ju, gorsko-hribovitem. Tako da, sredstva niso majhna. Tako da, vsi, ki jih to zanima, se obrne na svetovalno službo ali koga drugega, ki se s tem ukvarja. In smo tu res, pri delu s strankami, je pa fajn to, ker jaz sem kmet, jaz sem gradbenik in razumem vse stvari in se znam tudi s kmeti pogovarjati. In tu moram reči, da imamo zelo zadovoljne stranke dejansko po celi Sloveniji. Zanimivo je to, da je skoraj več kot polovica strank od Celja naprej, proti na zahodni strani Slovenije. To je tudi vedno paradoks, da delaš ponavadi drugje več kot doma, ker doma te pač mogoče ne res ta jemlja, ker sem jaz še oni mali Boštjan, ko je včasih skakal to okolje, ampak mogoče drugje te jemljajo čisto drugače.
In imamo zdaj kar dost, bom rekel, tudi velikih projektov. No. Tako da bom rekel, je pa fajn, pravim res, ko delaš to, kaj rad delaš in delaš to, v čem si res dober. Ne. No, kakšen status pravzaprav torej imaš, če govoriš o samostojnem podjetništvu kot... Jaz sem trenutno, jaz sem samozaposleni in dansko, bom rekel, na svojem SP-ju si plačujem zavarovanje. Ne. Se pravi... Bi bil rajši obratno, ne, ampak zakonodaja to ne dopušča. Ne. Jaz bi bil rajši kmet z popoldanskim SP-jem, ampak pač zakonodaja tega ne pušča, ne. To je spet moče ena neenakovrednost, ne, ker takoj, kak si odpereš SP, te takoj prisilijo, da se dansko kmečko, mislim, da si zavarovanje plačuješ na SP-jo, no. Tako da, pač, taka je situacija. Ja, no, vse torej, kot si rekel, da te drugod bolj cenijo oziroma, ne, govedino tudi prodajate v druge kraje, ne toliko tot okrog, ne? No, moram reči, da imamo nekaj odličnih strank v Ormožu, pa tu v okolice, ne, tako da, rekel, smo zelo veseli, še želimo, da bi bilo bistveno več, ne, ker poli mogoče imeli malo več cajta, da bi, ko bi govedno pripadali, lahko še kakšen kozarec dva več spili, če bi bili tu lokalno, ne, zdaj, ko si v Mariboru, v Celju ali pa v Ljubljani, pol že ti pot vzame, ne, pa še domov moraš priti. Neček pa ja, mi dansko vsake 14 dni dostavljamo od praktično Lendave, Murske Sobote, Gornje Radgone, Lenarta, Maribora, Slovenske Bistrice, dansko ta štajerski kronek nekje do Tepanja in pa potem vsaki 2 meseca pa bo nekaj bolj tudi Celje, Ljubljano do Gorenjske, ne. Imamo eno stranko, imamo v Ljubljane, mislim, in to ti pol tudi daje energijo, bom rekel, po voljo za naprej, ne, vedno naročiš 14 kili in ko nima že pol, ko pripelje, še tako vesela, tako da bi, ne vem, malemu otroku, ne vem, zdaj, da 2 kili čokolade prineslo, ne. In pol res, bom rekel, ti da to, še tudi dejansko, bom rekel, tisto dodatno motivacijo za naprej, ne, da se tudi včasih ni problem, bom rekel, vse z avto pa naredi tisti 100 km več ali pa še včasih kako stranko zraven poklicati, ne. Je pa tako pri vsaki drugi prodaji, ne, bom rekel, ko stranke, ko dejansko ponujaš, ne, eni so dejansko reče, ja, opet težite, ne, drugi pa, ja, glih, včeraj vam je zmanjkalo, fajn, da ste poklicali, ne, ampak pač tako je življenje, ne. No, kako pa izgleda sodelovanje z Zadrovcem? Ja, mi smo se dejansko spoznala tam leta 2008, pol smo, dejansko imela smo isti problem, ne, imela smo dva ekološke kmetije, imela smo dva živali, ki so bile leto dni stare, so bile vrhunske reje, ni pa bilo trga, ne. In potem smo se mi pogovarjali, kaj bi trebalo, ja, to bi trebalo prodati, ne, pač razkosati pa prodati, ne, in pol, ja, ampak nobena ni imel tistega pokuma, da bi rekel, jaz pa bom jaz to začel to delati, bom si doma naredil, ne vem, klavnico, predelavo ali pa neko, ne, pa bom jaz to začel. Ampak pol smo rekli, da to bi mogla, pa kak bi, pa pol smo gledala in te je bilo glih tako, da smo imela nekje smo imela še malo manjše črede, smo imela glih nekje vsaki tam enih 7, 8, 9 živali, ne. In smo pol pogruntali, ja, če pa mi zdaj to skup delamo, imamo pa lahko vsaki mesec, ne, ali pa vsake 3 tedne, vsaki mesec, en zakol, in smo dejansko pol tako začela, ne. Začela sodelovati, pol smo tudi se odločila že tedaj, da smo imeli zakole vrače, razsek nam je dejansko delala, pol so nam pri srcu delali, ne. In se je to dejansko dobro odneslo, no, stranke so bile zadovoljne in pol smo naprej sodelovali, no. Moram reči, da pa zdaj v zadnjem času, zadnji 2-3 leta, sodelujemo tudi bistveno več, tudi na drugih področjih, tudi prej smo sodelovali več kot ne samo poslovno, da se tudi privatno bistveno več družimo in smo dejansko postali neke vrste družinski prijatelji, kaj je na koncu koncev tudi neki smisel, ne. Tudi na koncu koncev neka kvaliteta življenja, ne, da ti pol to ni obremenitev ali pa ne tako včasih reče, ja, moram opet jutri tega šefa gledati, ne. Pač če se z nekom dobiš, pa ti je z nekom fajn, pol ti tudi ni problem tega delati, no. Tako da je pa tako, ne, konflikti so, ne, mislim, so bili in verjetno še tudi bodo. Ampak doskrat nas pri teh konfliktih zanese malo, nanesejo čustva in zaradi tega sploh konflikti nastanejo, ne. V takem primeru je pač treba se dol sest, malo oddaliti, pustiti, da se vse umiri in pol, ko jasno, pa glasno, pa trezno razmisliš, kaj je dobro, kaj ni dobro, se pa ponavadi zelo hitro zmeniš, ne. No in sedaj za konec še k tvoji tretji ljubezni. No, kaj? Konjem. Konjem, tako. Ja, no, sem mogoče, to je tudi odgovor na tisto prejšnje vprašanje, ne, zakaj sem dejansko jaz ostal na kmetiji ali pa zakaj sem kmet. Tu so dejansko starši naredili eno dobro potezo. Ko se začela sestra ukvarjati s konji, pa sem vas malo zanimanja pokazal, smo dejansko pol začeli zelo na veliko s konjerejo.
In tako je to ostalo in pol, rekel, sem jaz ogromno časa, praktično tudi v času študija, pa to dejansko bil pri konjih doma, ne. In sem dejansko, rekel, tu dejansko na konje navezal, ne. Moram pa reči, da zdaj je pa tudi ta sredinska hčerka, je pa tudi zelo nora na konje, no, tako da bom rekel, imamo tu res najdemo tisti čas za sebe, res nekaj, kar imamo tudi oba dva rada in bom rekel, v tem oba dva uživamo, no. Za naslednike se torej ni bati, ne? Za naslednice, no? Ne, tu bi jaz pustil dejansko stvari dost odprte. Na konci koncev kmetija kot taka, oziroma vse življenje, ne, kaj delaš, ne sme biti breme, ne, tako se pravi, ne sme biti služba breme, ne sme biti šef breme, ker kak ti je nekaj breme, tako do tega dobimo negativni prezvok, ne. Tako da, jaz dejansko želim mojim otrokom, ne, da glih tako našli vsaki svojo strast, tisto, kaj res radi delajo in v čem so dobri, ne, da bodo tisto delali, ne. Zdaj, ali bo to kmetijstvo, ali bo to šolstvo, ali bo to, ne vem, znanost, ali bo to na konci koncev smetarstvo, ali vrtnarstvo, ali do policaje, muzikante, na konci koncev ni pomembno, ne. Pomembno je to, bom rekel, da najdejo tisto, kaj imajo rade, ne. Ja, pol od njih pričakujem, da so v tem dobre, ne, pač, da se potrudijo, ne, pač ne bolj kaj se lahko. In bom rekel, če jim to dvoje uspe, da imajo tisto, kaj imajo, najdejo tisto, kaj imajo rade in da, bom rekel, to dobro delajo, ne, potem na konci koncev tudi ni straha, da ne imeli za položnice, ne. Za vse ostalo pa na konci koncev, bolj da toliko stari, da se že sami naredili življenje, tako jim paše. No, kako pa tebe starši podpirajo, oče in mama? Jaz imam, bom rekel, zelo veliko podporo, kaj se tiče, bom rekel, zelo veliko podporo. Je pa res, da se pa dostikrat krešejo mnenja čisto na ideoloških ravnih, ne. Oziroma jaz imam, ali pa na splošno imamo otroci čisto druge poglede kot naši starši, ne. Ampak to spet, bom rekel, ni, dostikrat, bom rekel, spet iz tega nastaja neki konflikti, ne. Pa to spet ni povezano s čisto, to je dejansko čisto povezano z navadami pa z miselnimi vzorci, ne. Naši starši imajo čisto druge navade in čisto drugače živi kot naša generacija, ne. In potem one naša ali pa moja dejanja presojajo skozi te svoje oči, ne, skozi to svoje očala, sončna očala, ne, kot te svoje filtre in potem dejansko jim dejanja, ki jih jaz vidim za smiselno ali pa se zavestno odločim, da je to dobro za mene in ko oni to skozi svoje oči pogledajo, ne vidijo tega, ne. In potem bom rekel, to vedno pa zakaj je to, pa zakaj je ono, ne. Pol si včasih si ne vzamemo časa, da bi to, bom rekel, razdelali, zakaj je to, ne. In potem, ja, pride, bom rekel, do konfliktov, včasih malo na konci koncev bi se tako hecali tudi kakega neko kljubovanja ali pa tega, ne, ampak na konci koncev, ne, dokler smo zdravi, pa se še lahko pogovarjamo, pa družimo, bom rekel, so te stvari, bom rekel, bolj obrobnega pomena, no. Ja, Boštjan, še o načrtih morda, verjamem, da ti jih ne manjka. Ja, načrti za naprej, kar se kmetije tiče, so, bom rekel, dosti predvidljive, tudi dosti znane, ne, dejansko nadaljevati, bom rekel, z promocijo pa prirejo senenega mesa. Povečujemo zdaj tudi prirejo dejansko žita ali pa poljščin. Tu želimo tudi, bom rekel, čim manj koruze, pšenice in te stvari želimo pokrmiti živalim. Želimo čim več jim zagotoviti dejansko res kvalitetnega sena, da smo tudi naredili sušilnico za okrogle bale, da lahko tudi, bom rekel, malo slabšem vremenu dobimo kvalitetno seno, ne. Ja, tako da tudi, bom rekel, nabor razširiti, ja, pa sigurno dejansko zagotavljati domačo, kvalitetno hrano za nas ljudi, ne. Ker tudi zato če jaz imam kvalitetno ekološko pšenico pa koruzo, je za mene načeloma, bom rekel, greh jo devati živalim, ne. Ker zaradi tega tudi, bom rekel, mi tudi zdaj vsake 14 dni, 3 tedne, ko imamo govedino, pečemo tudi pirin kruh. To nam dela Zdenka Kralova, ne, v krušni peče. In to je tudi ena od stvari ali pa načinov razmišljala, ne, zakaj bi jaz hodil, ne vem, Hofer, Mercator, si pokovati belega kruha ali pa kakega kode, ne, ali pa pobarvanega recimo, ne, kao črnega polnozrnenega, ki pa je načeloma pobarvani, ne, če imam pa doma ekološko piro, ne. Mislim, zakaj jaz ne bi svojega kruha jedel, ne, ampak zdaj idite si vsak dan kruha peči,
ok, kdo ima veselje, naj peče, jaz ga pač nimam, ne. Je pa mi kruh dober, ne. In zaradi tega smo dogovorjeni z Denko, da ona vsake 14 dni speče malo večjo količino kruha in da pol res jem svoj, rekel, domači kruh, ne, iz svojega žita, ne. In zato se mi zdi gre, rekel, te kvalitetno žito dejansko devati živalim, po drugi strani pa, rekel, jesti kruh ali pa kajkoli drugega, rekel, špričanih njiv, ne, ko so mogoče na zelo intenzivni način predelane, ne. Tako da tu bo rekel to zagotavljati, to samooskrbo in pa na koncu koncev rekel tudi to primerno vnovčiti na trgu, ne. Mislim pač za primerno ceno tudi prodati, ne. Veliko uspeha ti želimo, Boštjan. Hvala, da si vzel čas za obisk v našem studiu, nam malo napravil lušte, ne. Kar se tiče, pravzaprav si nam pokazal neko pot, neko veliko volje, energije in tako dalje. Upam, da ti bo uspelo vse, kar si zastavil, dobro prodajo ti želim in nič, naj se ti uresničijo vse želje. Hvala. Toliko za danes, spoštovane gledalke in gledalci. Boštjan Kosec je bil naš gost in sicer nominiranec za najinovativnega mladega kmeta v Sloveniji. Tako, hvala lepa za pozornost, pa se vidimo znova čez teden dni. Srečno, do takrat.